Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Gospe in gospodje, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Dragi nagrajenke in nagrajenci, spoštovane gospe in gospodje, dobrodošli v predsedniški palači na sprejemu, ki ga ob zaključku akcije Moj zdravnik 2022 priredil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Vseslovenska akcija Moj zdravnik, v kateri pacientke in pacienti z glasovanjem izrazijo hvaležnost zdravnicam in zdravnikom, ki so jim pomagali, je letos potekala 26. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor pa je bil njen častni pokrovitelj. Namen vsakoletne akcije je dati priložnost bolnikom, da se zahvalijo in nagradijo posameznice in posameznike, ki se po njihovem mnenju po svojih najboljših močeh trudijo izboljšati naš zdravstveni sistem in izkušnjo bolnikov dvigniti na višjo raven. Glasovanje je potekalo med 1. marcem in 30. aprilom. Več o poteku akcije in izbora pa nam bo povedala Andreja Šalamun, urednica revije Viva Medicina ljudje, ki jo vljudno vabim k besedi. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani nagrajenci akcije Moj zdravnik 2022 in vsi ostali udeleženci današnje slovesnosti. Kot mnogi od vas verjetno že veste, je bila akcija Moj zdravnik pred 26 leti zasnovana s posebnim namenom. Osvetliti vlogo splošne oziroma družinske medicine v našem prostoru in sicer tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Uredništvo Vive se je takrat povezalo s primarjem Markom Demšarjem, ki je kasneje postal srce in duša te akcije. Svoje bralce in še poslušalce 12 lokalnih radijskih postaj so takrat pozvali, naj glasujejo za kateregakoli zdravnika splošne oziroma družinske medicine v Sloveniji, ki je zaposlen v zdravstvenem domu ali v zasebni ordinaciji, pa tudi za vsakega drugega splošnega zdravnika, ki ni bil več profesionalno aktiven. Akcija je ljudem omogočila, da pokažejo, kakšne vrednote cenijo pri svojem zdravniku. Poleg tega pa, kot je nekoč dejal gospod Demšar, vsako leto sproti razvrednotijo poskuse, da bi posamezne, včasih tudi resnično tragične in nepotrebne dogodke v zdravstvu kar počez pripisali vsem, ki imajo stik z bolniki ali njihovimi svojci. To pa, verjetno se strinjate z mano, je zelo dobrodošlo za dobro družbeno klimo in za zaupanje v zdravstvo. Prvo priznanje Moj zdravnik smo podelili že leta 1997 in sicer gospodu Francu Novaku, specialistu splošne medicine iz zdravstvenega doma Zagorje. Po dobri četrtini stoletja
v kateri je akcija rasla, se razvijala in pridobivala na prepoznavnosti, smo tudi letos nagradili srčne zdravnice in zdravnike, a med letoma 1997 in 2022 je še dolg seznam imen, ki so enako pomembna in ki dokazujejo, da pacienti opazijo in cenijo vse, kar zdravniki dobrega naredite zanje. Gospod predsednik, hvala vam, da ste akcijo prepoznali kot vredno pozornosti in postali njen častni pokrovitelj. Vsem nagrajencem, letošnjim in iz prejšnjih let, pa še enkrat iskreno čestitam in vam želim čim več posluha za paciente. Predvsem pa zavedanja, da zdravite človeka, ne bolezni. Hvala. Hvala, gospa Šalamun. Danes so z nami glasbeniki Policijskega orkestra. Uvodoma smo slišali pesem Dober dan, sedaj pa vas vabim, da prisluhnemo pesmi Ura brez kazalcev. Spoštovani, osrednje poslanstvo akcije Moj zdravnik je izraziti hvaležnost zdravnicam in zdravnikom za dobro upravljeno delo, predvsem pa za navdih, ki ga dajo skupnosti, tako strokovni, kot tudi vsem nam, ki se na njih zanesemo in jim zaupamo. Gospe in gospodje, ob tej svečani priložnosti na oder vabim izjemne zdravnice in zdravnike, nagrajence akcije Moj zdravnik 2022. Svetlana Drljača, docent dr. Dejan Georgijev, docentka doktorica Urška Ivanuš, Tamara Levičnik, Boštjan Novšak, primarij Milivoj Piletič, Nataša Podbregar, Aljoša Preskar, Domen Ribnikar,
Julija Tepeš. Asistent Jakob Zapušek. In profesor dr. Samo Zver. Iskrene čestitke nagrajenkam in nagrajencem. K besedi vabim docenta doktorja Dejana Georgijeva, prejemnika naziva Moj nevrolog 2022. Spoštovani predsednik Republike, spoštovani kolegi, spoštovani gostje, naj se v prvi vrsti zahvalim predsedniku Republike gospodu Borutu Pahorju za sprejem. Priznanje Moj zdravnik je edina nagrada zdravnikom, ki pride iz rok pacientov. Kot taka zdravnikom pomeni veliko, saj gre za potrditev, da delamo dobro in strokovno, a hkrati srčno in s posluhom za ljudi. V času, ko se soočamo tako z vsesplošno družbeno krizo, kot s krizo v zdravstvu, je pred zdravniki in ostalimi zdravstveni delavci vedno več izzivov, je priznanje Moj zdravnik še toliko bolj pomembno, saj je hkrati spodbuda in obveza za nadaljevanje dobrega strokovnega dela. Priznanje Moj zdravnik je potrditev dejstva, da opravljanje poklica zdravnik zahteva ne samo strokovni, v terciarni ustanovi tudi raziskovalni angažma, ampak tudi človeški in emocionalni pristop, saj umetnost zdravljenja ni le uporaba medicinskega znanja, ampak tudi empatičen odnos do sočloveka. Upam, da bo nagrada Moj zdravnik tudi v prihodnje predstavljala navdih bodočim generacijam zdravnikov in pomagala k izboljšanju, razvoju in ohranjevanju dobrih odnosov med zdravniki in pacienti. Hvala lepa. Hvala, docent dr. Georgijev. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je bil tradicionalno častni pokrovitelj izbora, lani ob 25-letnici akcije pa je Zavodu Viva, ki bdi nad akcijo, uročil posebno priznanje, zahvalo predsednika Republike Slovenije. Saj z akcijo za izbor izjemnih posameznikov med zdravnicami in zdravniki poleg strokovnosti spodbuja in uveljavlja vrednote človečnosti, požrtvovalnosti, sočutja in spoštljivih medsebojnih odnosov ter krepi nenadomestljivo in dragoceno zaupanje med bolniki in zdravniki. Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob tej priložnosti vljudno vabim k nagovoru. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, sprejmite prosim moje iskrene čestitke in hkrati tudi vnovič izraze občudovanja. Spoštovane gospe in gospodje, ta sprejem razumite kot mojo željo, da v širši javnosti, zaradi nje tudi ta akcija je, še enkrat izrazim v imenu vseh ljudi, ki jih imam čast predstavljati kot predsednik Republike, občudovanje in hvaležnost zdravstveni stroki, zdravnikom, zdravnicam, vsem tistim, ki z vami delajo, da to svoje poslanstvo jemljete s tako zavzetostjo, resnostjo, predanostjo in, kot je bilo danes že večkrat rečeno, tudi z eno dobroto in srčnostjo. Kot ste pravkar rekli, je to pravzaprav zares edina nagrada, priznanje javno, ki ga zdravniki prejmete od svojih pacientov in je zato teža tega priznanja toliko večja. Mislim, da je prav, tukaj bi rad čestital vsem organizatorjem, ki zdaj že skoraj 30 letja pripravljajo to akcijo, da se enkrat letno tudi na ta način zdravstveni stroki, zdravnikom in zdravnicam, zlasti tistim, ki jih pacienti tako občudujemo, izreče to priznanje. V času covida, tudi sicer, ampak zlasti v času covida smo
še enkrat lahko spoznali, da brez vas ne moremo. In takrat se mi zdi, pravzaprav nikomur ni bilo odveč, da smo se vam zahvalili na en in 100 drugih načinov. Takoj, ko je s tem covidom malo manj težav, pa se že zdi, da se lahko umaknemo znova v staro cono obdobja, ker se tako, bom rekel, zahtevno delo sem in tja opazi, pa dostikrat mogoče raje pospremi s kakšno kritiko, kot pa s kakšno pohvalo. Mi vsi smo, ki delamo z ljudmi, odvisni tako od kritik, ki želijo izboljšati naše delo, kot tudi od pohval, ki nas usmerjajo, da pri kakšni stvari vendarle delamo prav. In ne vem, ali zakaj ne bi bili zdravnice in zdravniki izjema pri tem. Jaz mislim, da vam ta nagrada veliko pomeni, vsaj mislim si tako. Mislim, da tudi pacientom pomeni veliko, ker lahko izberejo med vsemi sijajnimi tiste, ki ste najboljši. Skratka, vsem tistim, ki akcijo organizirate, tistim, ki vas izberajo in tiste, ki ste izbrani kot svet, želim ob tem sprejemu nekako povabiti, navdahniti, da vsi skupaj pri tem vztrajamo, da dajemo vaši stroki neko pozornost, ki ji gre. Zato, da to delo opravljate, ste morali skozi težek študij, vsi ste bili sjajni študentje, morali ste opraviti težke izpite, poleg tega pa svoje delo opravljate res predano. Mnoge stvari, zaradi katerih kakšenkrat pacienti dvignemo obrvi, niso vaši problemi. So problemi organizacije zdravstva, niso vaši problemi. In vendar to mirno prenašate in opravljate svoje delo in se mi zdi, da zaradi tega še toliko bolj se mi zdi, moramo izraziti občudovanje, da v takih razmerah, ki niso kakšenkrat za pacienta v redu, ampak kakšenkrat tudi ne za zdravnika, da delate svoje delo sjajno in predano. Zato se vam zahvaljujem, sprejmite tudi v mojem imenu izraze občudovanja. Vas prosim, da s tem nadaljujete, da mlade rodove zdravnic in zdravnikov na nek način navdihujete, da prav z enako predanostjo opravljajo svoje delo. Na koncu koncev zdravje jemljemo Slovenci za eno najbolj pomembnih vrednot in ko je ta ogrožena, komu naj se zatečemo? K vam. In rad bi, da imamo vas zaupanje, tako v strokovnem kot čisto človeškem smislu in tukaj ste danes cvet tistih, ki žanjete obe občudovanji, strokovno in čisto človeško. Čestitke.